Ko je prišla ura, je sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel. Kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: Vzemite to in si razdelite med seboj. Kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo. In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem je izročen. Oni pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo dobrotniki. Med vami pa naj ne bo tako, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik. Kdo je namreč večji? Kdor sedi pri mizi ali kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. Vi ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj oče, da boste jedli in pili pri moji mizi, v mojem kraljestvu, in sedeli na prestolih ter sodili 12 Izraelovih rodov. Simon, Simon, glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Ta mu je rekel: Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. On pa je dejal: Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel, dokler 3-krat ne utajiš, da me poznaš. In rekel jim je: Ko sem vas poslal brez denarnice, brez torbe in obutve, ali ste kaj pogrešali? Dejali so: Nič. Rekel jim je: Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame. Prav tako tudi torbo. In kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. Povem vam namreč, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano. Med hudodelce je bil prištet. To, kar zadeva mene, se bliža izpolnitvi. Rekli so: Gospod, glej, tukaj sta 2 meča. On pa jim je dejal: Dovolj je. Šel je ven in se kakor ponavadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: Molite, da ne pridete v skušnjavo. Sam
pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil. Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed 12, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega. Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj bo, so rekli. Gospod, naj udarimo z mečem. In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Jezus je odgovoril Nehajte, dovolj je. in dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli na dan, pa je rekel: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli. Dan na dan sem bil med vami v templju in niste vzdignili rok nad mene. Toda to je vaša ura in oblast teme. Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel oddaleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj in ko so sedli skupaj, je Peter sedel med njimi. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla van oči in rekla: Tudi ta je bil z njim. On pa je tajil in dejal: Ne poznam ga, žena. Kmalu na to ga je videl nekdo drug in pripomnil. Tudi ti si izmed njih. Peter pa je rekel: Človek, nisem. Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval. V resnici je tudi ta bil z njim, saj je vendar Galilejec. Peter pa je rekel: Človek, ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra, in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: Preden bo danes petelin zapel, me boš 3krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so ga in spraševali. Prerokuj, kdo te je udaril. In še veliko drugih kletov so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so: Če si ti Mesija, nam povej. Rekel jim je: Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo sin človekov sedel na desnici Božje moči. Vsi so dejali:
Ti si torej Božji sin. Rekel jim je: Vi pravite, da sem. Oni pa so dejali: Kaj potrebujemo še pričevanja? Saj smo sami slišali iz njegovih ust. Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili: Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in brani cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija, kralj. Pilat ga je vprašal. Si ti judovski kralj? On pa mu je odgovoril. Ti praviš. Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici. Nobene krivde ne najdem na tem človeku. Oni pa so še bolj pritiskali in govorili. Ljudstvo hujska kovči po vsej Judeji, od Galileje, kjer je začel, pa vse do sem. Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec. In ko je izvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, ki je bil tiste dni tudi v Jeruzalemu. Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem. Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismouki so stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmehu grnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila. Prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel: Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo. Jaz pa sem ga v pričo vas zaslišal in nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožim. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni storil. Kaznoval ga bom torej in izpustil. Tedaj so vsi hkrati zavpili. Proč s tem, izpusti nam Baraba. Ta je bil namreč vržen v ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi umora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili: Križaj, križaj ga! Še tretjič jih je vprašal: Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem. Kaznoval ga bom torej in izpustil. Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali, naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo čedalje glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora, in so ga zahtevali, Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusa. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo: blagor nerodovitnim in telesom, ki niso rodila,
in prsim, ki niso dojile. Takrat bodo začeli govoriti goram, padite na nas, in gričem, pokrijte nas, kajti če z zelenim lesom delajo tako, kaj se bo zgodilo s suhim? Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi jo skupaj z njim usmrtili. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili: Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Posmehovali so se mu tudi vojaki, pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: Če si judovski kralj, reši samega sebe. Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in najo. Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? In midva po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel: Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: Zares, ta človek je bil pravičen. In vse množice, ki so se zbrale, da bi jih gledale in so videle, kar se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč. Prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sem in so to gledale. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen.
Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto pa so po zapovedi počivale.